z dihanjem, s čutenjem dihanja. To se pravi, ko vdihnemo, kaj čutim, ko vdihnem, kaj čutim, ko izdihnem. In takrat pravzaprav prešaltamo iz mišljenja v čutenje. Ker z mišljenjem ne bomo prišli v ta trenutek. Ker mišljenje je vedno, ali je spomin, ali pa kaj bo naprej. To se pravi, ali so zamere za nazaj, ali pa skrb za naprej. Nikdar pa nismo v trenutku v mislih, to je nemogoče. In misel je pravzaprav naše osnovno orodje, ko ga nam položijo v vrtec, v šolo, zahteva, da dobro mislimo, boljši misliš, več imaš, več lahko pridobiš materialnih stvari, časti, doktorati, vse mogoče sloni samo na pameti. Ampak ta pamet nas pravzaprav okupira in smo mi sužni te pameti. Tako vidite, da je veliko, čim bolj se tempo dviga, bolj nas mele in bolj nas skrbi. Kaj nas skrbi? Skrbi nas prihodnost. Kaj bo? In smo že v temu, da nismo v zdaj. To se pravi, ta mišljenje je pravzaprav naše orodje, ki nas vodi. Ne ni njega. On je naš gospodar, ki mu se reče ego. Ego je naš gospodar in on nas vodi skozi čas in skozi dogodke. Ta ego nas vedno spravlja v težavo. Zakaj? Zato, ker se z našo bolečino hrani. On vedno preskrbi to, da nas strašno skrbi, kaj bo. Če smo revni, nas skrbi, kako bomo preživeli naslednji dan. Če smo bogati, nas pa skrbi, kako bomo tizak razgubili. In vedno je samo obremenitev, kaj narediti. V Svetem pismu lepo pravi. A vidite, vijolice posvetijo, kdo skrbi za nje. Svetijo. Kdo skrbi za ptice? Pa se čisto lepo grejo naprej. Imajo svoje mladičke, vse se lepo odvije. Ne skrbite, ker v orodju, to je tale knjiga, ste videli pravzaprav hvaležnost. Koliko imamo mi enih darov, ko pravzaprav sploh nismo hvaležni v to. Dihamo pa tako. Hodimo, gibamo se, hranimo se. Imamo vse možnosti, da lahko normalno živimo, pa je to težko. To je taka težka zadeva. Vsak ima en hud problem, pa zakaj? Vedno se v življenju pojavi problem zato, da rastemo v temu. Ljudje, ko so bili v zaporih, ko so bili v taboriščih, so zelo trpeli. Zavedanje, da je on v taborišču, da to ni slučaj. Vse, kar se nam dogaja, ni slučaj. Slučaj ni. Eni so preživeli,
drugaj. Zato, ker so vedeli, da je to naloga, ki je prišla pred njih. In da je treba to sprejeti in iti skozi. Če pa imel cilj, 2 meseca bom še zdržal, pa ne bo to v vojni, kot vojak ali pa kot zapornik, je bil grozen. Ni mogel zdržati. Do tja je šlo, potem je pa zmagali nekaj. Vsaka stvar, ko pride pred nas, je samo šola za mene. Tako tudi za nas. Ne pride toliko težko, da vi ne bi se mogli iz tega nekaj naučiti. Razen, ne? Potem, ko smo pač na zadnji posteli, zadnji dan, kar pa tudi ni slabo, da se večkrat spomnimo. Ker če se predstavljamo, da smo na smrtni posteli, kaj imamo pa še zdaj narediti? Kaj pa tako važnega, da bi pa zdaj še nekaj naredil? Najbolj važno je, da si v trenutku, pa če prej nisi, si pa takrat. Si pa takrat. Takrat se sprostiš. Sprejmeš to, kar prihaja. Ker vsi se smrti vtepamo, jasno. Ampak smrt pride. Nobeno vide. Mogoče se je Ilija odpeljal. Vse, v tem življenju smo zato na zemlji, zato smo v 3. dimenziji, da se iz tega nekaj naučimo. Naučimo se pa lahko samo tako, da smo v trenutku pozorni. Jaz sem to samo malo voda povedal, zaradi tega, ker ste čist na nov. Trenutek je vsak zelo pomemben. Ko diham, vdihnem, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. To je vsa tehnika. To je to enostavno. In ko to enkrat obvladate, zdresirate opazovalca in ta opazovalc lahko opazuje tudi vaše misli. In ta opazovalc vam sporoča, da pravzaprav te misli niso vaše. Ker če opazuje misel, kdo pa je srp potem, ko lahko opazuje misel? Moj notranji jaz lahko to opazuje. In te misli, ko se porajajo, a veste, zjutraj prijete radio, televizijo, da smo se prijali, igrali radio, to ti skozi tolče v glavo. Skozi ti dajo informacije, v glavnem negativne, zato, da se slab počutno. To je tako, kot da delajo namerno. Namerna meditacija, odkrite televizijo, boste sigurno same negativne stvari šišali. Odkrite radio, isto. Usedite se, pa 2 minute meditirajte. Dihajte, kaj čutim. Boste pa šli v mir in v temu miru boste začutili blaženost življenja. Življenje, ko dosežete mir, je tako lepo. Blažen radaš.
Pa pride televizija, boste videli nasprotje. Jaz že več let nimam televizije. A veš, kaj se pa zgodi? Nekaj zelo pomembnega se mora zgoditi. Veste, to se skozi dogaja. To se skozi dogaja. Pa vsi mislimo, joj, kaj bom pa jaz prispeval? Kaj pa lahko naredim pri tem dogodku? Pri katerem dogodku pa lahko kaj naredite? Kot je slišali eno negativno. Nič, samo slabo voljo se boste spravili. Zato je zelo pomemben, da delate na sebi. Tale knjiga, Orodje, tukaj me je vaša kolegica opozorila na to knjigo, danes sem dobil poudarek od Marine. Ta Orodje je izredno dobra knjiga. Kaj govori? Govori o temu, kako premagamo strah, kako premagamo bolečino. Nič jo ne premagamo. Sprejeti jo moramo. In ko jo sprejmemo, da je to nekaj najboljšega za nas. Se nas opozarja na nekaj. To je to. Sprejeti. Sprejeti ta trenutek, tudi če je bolečina. In bolečina popusti. Enostavno zgine. Če se pa bojimo, da jo odrivamo, ne? Bolj jo odrivamo, bolj večja moč ima. Večja moč. In ko se te to nauči, te bolečino premagali, boste tudi strah premagali. To je strah pred bolečino. Joj, me je strah. Česa te je strah? Ja, teme me je strah. Vtesnenega prostora, kaj vem, vse mogoče. Pred višino. Tukaj si, gremo v prostor, gremo v temo, gremo v višino. Ne more biti drugače kot tako, kot je. Tisto stvar, ko lahko spremenimo, spremenite. Tisto stvar, ko je pa ne moramo spremeniti. Ma ne obremenujte se s stvarmi. Ne obremenujte se s tem. Ne obremenujte se s tem stvarmi. Zdaj bomo šli v dihanje, zaradi novih. In sicer bomo dihali samo vdih, izdih. Potem bomo šli pa danes na ljubezen v orodju in pa kako pravzaprav lahko tudi z zvokom lahko pride do samozdravljenja ali pa zdravimo drugega z zvokom. No, zdaj gremo na tole meditacijo. Noge daste v širino ramen. Zategnete noge in jih sprostite. To se pravi, sprostitev je nasprotni učinek od zategnosti mišic. Zategnemo trebuh, trebušne mišice, sprostimo. Zategnemo prsni koš in sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo vrat in sprostimo. Zategnemo obrazne mišice in jih sprostimo. Zapremo oči in dihamo. Dihamo popolnoma normalno, nič ne prisiljujemo. Normalno dih in izdih. Samo opazujemo, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem.
kako gre zrak skozi sapno pljuča, kako doseže prepon in kako se obrne. Kaj čutim pri tem? Kako čutim, kaj gre, ko gre noter? Samo opazujem, kaj čutim, ko dihnem, kaj čutim, ko izdihnem. Počas odprem oči. Kar močno podrnete in kot se ulivamo. No, to smo osnovno šli zdaj skozi. Vključili smo opazovalca, da je lahko, a ste lahko čutili vdih in dih. Te novi ste lahko sledili, kaj čutim. No, pri tem, ko ste opazovali, kaj čutim, je bil opazovalec prisoten. Ta opazovalec lahko opazuje, če te dve časa to trenira, tudi misli. In ko boste lahko misli sledili, ko ste opazovali misli se ne morajo obdržati, če vključite tega opazovalca. Ta opazovalc bo te misli, ko so neprijetne, odstranil. Zato vam priporočam 2 minutke na dan. Če pa zdržite 10 minut, je pa še to boljše. Danes bi se dotaknil tele knjige Orodje, ko govori o aktivni ljubezni. Aktivna ljubezen, kaj to pomeni? Ja, aktivna ljubezen, da je treba za njo nekaj storiti, ni zadost, da se samo zaljubimo. In da nas potem ta čustva prevevajo, ampak je potrebno nekaj za to narediti, za aktivno ljubezen. Veste, življenje je samo po sebi dar. In da živimo zaradi energije ljubezni. To je dar, to je ljubezen. Vsak vdih, ko ga imamo, je darilo. Darilo za ta trenutek. Ki se ga pa zelo malkrat zavedamo, razen če smo zelo bolni, ko nam začne dih ustavljati, takrat se zavedamo, da je to nekaj. To je življenje. Življenje je ljubezen. In ta energija je povsod. Samo odpret je potreben srčno čakra. Kaj pa je to srčno čakra?
To je srce. To je naše srce. In ko vdihnemo, in si predstavljamo, da odpremo srce. In s tem, ko smo odprli, zajamemo ljubezen z okolja. In ko smo to dobili, zdaj pa to pošljemo ali ljubljeni osebi, ali pa svojemu sovražniku, ko ga ne moramo videti. Pošljemo eno in drugo v čakro, ko je najosnovnejša, najmočnejša energetsko. To je sredinska. Pošljemo aktivno to energijo v njegovo čakro. In tem, ko smo poslali ljubezen, ampak moramo prav videti, kako gre ta energija v njega. In ko pride v njega, se nam približa. In pošljemo ponovno. Ko pa pride čisto od nas, pa vidimo, da smo eno. In s sovražnikom, z ljubljeno osebo, vsi smo eno. Tako včasih ne bo to zoprni sosed, ali pa ne bo partner, ali pa ne bo, kaj ste, slabi starši, ali pa ne dobri otroci. Vsi imamo enako energijo. Pošljite to energijo. Pošljite mu. Bodite eno z njim. Bodite eno. Da pa to lažje zastopimo. Se pa prinesel še eno knjigo. To je pa zvok. In sicer zadnjič sem vam jo predstavil tole knjigo Alkimijo glasu. Ali je kdo prečital? Isto. Si jo prečitala? Nisem jo že prej. No, Alkimija glasu. Tukaj pa za vsako točko, za vsako čakro pove, da je posamezen zvok. In za srčno čakro, ko zdaj govorimo o ljubezni, kako jo sprejmemo, je črka A. Au. In ta A ni enostaven, da rečemo samo A, ampak je treba A zapeti, da zapojemo. Kako pa to zapojemo? A veste, jaz sem mislil, da že to nekako obvladam, ampak ko sem pa tole knjigo prebral, sem pa videl, da je treba imeti hrbtenico zelo zravnano. Zelo zravnano hrbtenico. Veste, ko se vležete doma, imamo hrbtenico, imamo tule, imamo skoraj gotovo, jo imamo nekoliko noto sločeno. In ko ležite na postelji ali pa na tleh, je tole dvignjeno. To je treba spustiti dol, da se trebuh popolnoma prilagodi postelji ali pa tlem. In sicer zakaj? Zato, da lahko vdihnemo, globoko vdihnemo kot v trebuh. Ampak ne gre za to, da gre trebuh gor pa dol. Ampak tako je treba zravnati, da začutimo zadnja rebra, spodnja rebra. To se pravi, tukaj le, da začutimo, da smo na tleh, da smo zravnani. In tukaj
čutimo pritisk. Ko vdihnemo, moramo začutiti tukaj spodaj pritisk. In to se pravi, ko čutimo pritisk v spodnjih rebrih, je hrbtenica poravnana. Drugače pa ni. In je treba toliko časa trenirati, da boste lahko pritisnili dol, da bo to ravno. Ni enostavno. Jaz sem to poskušal, pa ni enostavno. Podložiti je treba. Takole je treba podložiti, roke treba podložiti, da dobite ravnino. Potem pa hrbtel, dobro, ampak hrbtenica mora biti tudi tukaj gor poravnana. Poglejte. Ne morem peti, če imam glavo takole. Niti, če imam glavo takole. Ampak mora biti popolnoma ravno. To se pravi, zelo pomemben je hrbtenica, da je ravna. In ko zravnamo hrbtenico, lahko pojemo A. No pa bomo, pa se poravnajte, probajte se poravnati. Takole se malo pridite, takole naprej. In poskuste z glavo potem, ko boste dali naprej, pa kako boste dali nazaj. Ne boste mislili, da sem jaz blefiral. Probajte, ko bomo peli dajte glavo naprej, potem ni, da vam kar vzame glas. Boste dali glavo nazaj, in spet vzame glas. No, pa dajmo. In ljubezen je tukaj, z zvokom jo pa še poglobimo, jo bolj dojamemo. In ta zvok A je tudi osebna nota. Če boste to vežbali, to je kanal, hrbtenica je kanal. Ko jo zravnamo, lahko pojemo A. Boste začutili, da pravzaprav tule pod žličko se bo začel tresti. In ko boste to vadili, boste videli, da je ta A pravzaprav vaša osnovna nota. S to osnovno noto ste prišli v svoje središče. In v temu središču se počutite lepo, močne in v miru. To je zelo pomembno.
Namreč vsi iščemo mir. Pustite se, pojte, pa se bo to mir. Veste, Slovenci imamo zelo lepe pesmi. Pa zakaj mislite, da te pesmi so naši predniki? Pa se, ne, mogoče še te, pa sem še povedal. Zakaj mislite, da so peli? Zaradi tega, da so se umirili. To je bila meditacija. In te pesmi, stare pesmi, so bile naštudirane, kaj se je peli. To ni bilo kar tako. In ko pojete, pridete v dobro voljo. Zakaj smo pa toliko navdušeni, ko lepo pojejo? Pojte z njimi! Pojte z njimi! Poravnati hrbtenico, dobiti svoje noto, svoj glas, svoje zadovoljstvo. Zdaj pa zapojmo še enkrat. Pa paste, kako se tukaj takole malo, probajte malo prijeti, ko se vidite, da se tukaj plese. Tole je pravzaprav uvod. Uvod, če boste to trenirali, je to zdravljenje. Ko dosežete osebno noto, lahko z zvokom zdravljenje. In vsaka čakra ima svojo črko. Spodnja čakra, najnižja, to je prva čakra. Ta čakra je zelo pomembna za energijo, to sem vam že razlagal. Če imate noge takole, lahko sprejemate energijo, zemeljsko. Ker je zelo pomembno, da sprejemamo zemeljsko energijo. Zakaj? Zato, ker mi smo električna bitja. Od tukaj dobivamo pozitivne, a ne naboje. Prosim. Bi bila dobra praksa bosi. Najboljše bi bilo. Ja, to mislim, da je najbolj pomembno. Ja, najboljše, točno, to bom še povedal, ja, hvala lepa. Veste, to, da smo obuti, ne, kot je vaš kolega, kako si že rekel, Vladimir, povedal, če smo bosi, imamo stik z zemljo. In največkrat je bolezen zaradi tega, ker smo skozi obuti, ker smo skozi izolirani. Zelo dobra pogruntavša je, da so začeli zdaj izdelovati čevlje, ko so spodaj, ko imajo kontakt, železni kontakt, tako da stojite na tleh v bistvu, da imate kontakt z zemljo. In take čevlje so zdaj začeli v Tržiču delati. Veste, človek mora biti vzemljen, tudi ko spi. Je treba imeti eno ploščico, ko je z žico ali je na radiator ali pa v zemljo. Vzemljenje. Veste, pravi, ja, toliko sem boljen. Daj to, prvo pogled, če si vzemljen. Potem pa lahko funkcioniramo drugače, boljše. Dokler pa tega nimamo, ne, skozi nadloga.
ko smo prišli do tega, da govorimo o ljubezni, pa v prvi čakri. Prva čakra, če imate noge takole, širok, se lahko napolnite z zemeljsko energijo. Zemeljska energija gre do središča dol. Predstavljamo si, da je to tako in gor vlečeno. In dobite takoj energijo. Če kdo brez energije samo tako je vleče rok. Probajte. Zajamete, odtegnete gor. To naredite 10-krat in imate moč energije. Prej ste bi vsi vedeli, samo tole treba narediti. Avto je lahko popolnoma manj spraven, pa če je brez energije, da gre naprej. Kam je treba na benzinsko črpalko, na poln tank in avto gre naprej. Se pravi, prva čakra je zelo pomembna. Zdaj pa to črka O. Spet, hrbtenica poravnana. Da vas tukaj nekaj imate, kaj ste, lahko so kolki, lahko so hemeroidi. To podpravimo s črko O. No in imamo vzravnano hrbtenico in pojemo črko O. Jaz bi se dotaknil še zgornje čakre. To je tegenijska čakra. Ko smo peli Omen, to je najvišja molitev pri jogi in sicer smo dali roko tule gor. In smo peli Boste videli, kako se gor trese. Zakaj? Zaradi tega, to je vibracija, to je masaža za možgane. Masaža za možgane. Zdaj pa
to sem vam že pripovedal, da to liči zadnja čakra. To je zadnja čakra v tem telesu, ampak 15-20 cm više se nahaja še 8. čakra. Ta čakra je pa v obliki zvezdice, spada pa že v nadjas. Ta nadjas imamo vsi. Eni govorijo o angelčku, o ne vem, kakšnem stiku, kakšnem delu, ampak to je isto, to smo isto mi. Samo ta 8. čakra je šele 1. čakra v nadjazu. Druga čakra se nahaja, 9. čakra je 11 km više. In vrsta prostor je naš nadjaz. Ta nas skos upazuje, kako pa tale bitje, kako pa zdaj kaj pa dela, kakšne težave pa ima, kako pa zdaj, ne pa našlišne, ker ima ego. Tega ne bomo pošičali, zato ker ni logičen, največkrat ni logično. In rečemo se, to pa ni. Točno ti bi mogel narediti, pa bi bilo prav. Logično pa ni. Ja. No, zdaj bomo šli na 8. čakro in bomo peli I. I je pa visok, to je visok glas. Veste, hrbtenica, od hrbtenice, to se pravi, tukaj dol so basi. Od tukaj gor so pa visoki glasovi. In tukaj gor je I, bomo peli čim više lahko. Čim više lahko pojemo, ampak paste, pri grlu, zato imamo poravnano hrbtenico, da ne zategujemo grla. Grlo se ne sme zategujemo. Čim zategujemo grlo, je prisila. To moramo peti tako, da pojemo v bistvu iz trebuha in kolikor bomo zmogli visok glas. Ne? To sem zategnil. To ni. Ampak to bi pa mogoče že bilo. Popolnoma sproščeno, da masiramo zgornjo čakro. Ne da takoj začetku, potem bi na kraju. Ja, zelo lepo. A ima še kakšno doživetje pri tejle? Ja, jaz sem mislila, da se zmišljujemo. Ja. Jaz sem slišal. Res? Jaz sem slišal prav tako kovinsko zvenje. Ja, kovinsko je to. A še kdo? Ja, to je počutno. Jaz sem to slišal. Veste, te stvari morate delati, zato hodimo na delavnice. Delavnice so zato, da se dela, ne zato, da dobite novo znanje. To je shit. To je samo futranje ega.
Ampak da delate doma, pa če te tokle delali, boste nekaj naredili. Boste nekaj naredili. Stranišče, prideš v stranišče, takoj vidiš, kakšna hiša je. Nekje bi lahko, skoraj bi rekel, pil iz škote. Nekje so pa nam upašno odstopili. Ja. Začnite čistiti, kot čiste doma stranišče, tako začnite čistiti sebe. Na sebi delati. Manj, pomalj, pa se bo začel odpirati. Če pa ne boste delati, te zvoke doma dati. Če ne morete doma A ali pa I ali pa O pet, priporočam vam pa, da tole knjigo preberete. Ker s tem, ko boste vi to začeli, boste lahko sebe zdravili. Lahko boste prišli v mir in tišino. Lahko si jo sposodite, jo imamo. No, to je sposodena knjiga. Sem se v knjižnici sposodil. Ampak vam povem, če boste vadili, s tem, ko boste vadili, boste v zdaj. Karkoli se vam dogaja, vedno je zdaj. Nič se ne dogaja, kar ne bi bilo v skladu. Mi pa mislimo, da bi mogli biti drugačni. Se pravi, da smo pametnejši od tega, ko to ureja. In je takoj problem. Kje je problem? Problem je v našem mišljenju, tako kot sem na začetku rekel. Ego razmišlja drugače. Ego ima svoj prav. Če boste večkrat šli v meditacijo, boljše bo za vas. Jaz vam ne bom pripovedal, koliko časa jaz meditiram, ampak pod 1 uro na dan ne gre, noben dan ne. Sicer ne, ker smo malo mlajši, si lažje vzamemo čas, ne, kot pa mladina. Mladina nima časa. Ne. Ampak, če ne bomo v tem življenju več naredili, smo prišli do ston sem. Samo jaz pa predetne, to ni naš. Mi pa prišli zato, da bomo nekaj sebe naredili, da bomo prišli na višjo raven zavedanja. Rečemo, nova doba. Ja, krasno se sliši, nova doba. Ja, se je. Samo brez našega deleža ne boš prišel v novo dobo. Boš skozi v stari. Boš skozi rundu, kako bi tam par milijonov sunil. Veste, nič to so temu, da ima milijon. Ne ga ima. Ker sigurno teži živi kot mi. Ker ne ve, kako ga bo obdržal. Kako bo zdaj s tem milijonom on posloval, da ne bo naredil zgube. Da mu ne bo to iz roko šlo. Materialni svet je zelo dobra šola. Nismo zastojni v tretji dimenziji, v materialnem svetu. V materialnem svetu smo zato, da bomo šli lahko v višje zavedanje, v višje svetove. Tam ne bo
Ne bo materialno, ne? Ampak ne bo pa nič lažje, ne? Ker se treba, ampak tako šolo, vse duše hoče se utelesiti v tretji dimenziji. Zakaj pa mislite, da nas je toliko milijard? Zato, ker ko si zunaj, točen veš, da je to, da tkle not moram imeti, pa to moram narediti. Pa pridemo se pa pozabimo. Pozabimo, vse dobro, ne? Ja, se pa začnemo gledati za materijo. Pozabimo, zakaj smo prišli sem. Zato smo prišli sem, da odnesemo iz tretje dimenzije največ, kar se da. A vse njega. To je največ, kar vam lahko povem. Lahko vi verjamete v Jezusa, ampak vera. Vi morate ozavestiti energijo v sebi. Boste ozavestili energijo skozi dihanje v sebi, ste sprejeli Jezusovo energijo. Kaj pa mislite, zakaj je življenje na zemlji? Zaradi sonca. Sončna energija. Kaj nam je Jezus razlagal? O sončni energiji. O ljubezni, ljubite se med seboj. Eno zapoved vam dam. Ljubite se med seboj. Ja, kako pa to gre? Čiste razstava. Se življenje se tukaj. Ki se čakajo. Prijete, sprejemite, pošljite takmo, ko nima. Ste največ naredili. Največ. Ne moramo več narediti to. Če je kdo bolan, nobena bolezen ni zastonj. Bolezen nas opozarja, da smo nekaj narobe delali. Nekaj je bilo narobe. Pojdi v sebe, pa ugotov, kje je bilo to narobe. Kaj je narobe? Zakaj? Vprašaj se, pejte v sebe. Ko te dobil odgovor, vse mogoče. Ampak trenirajte z občutkom, čutenje. Čutenje. Kaj čutim pri tem problemu? A je tole prav? Najbrž ni. Če čutim, da ni, potem je to že prav. Ta občutek je problem. Držite se tega občutka. Čeprav, da to me ne skrblja, veste, to je tako kot opica, ko sem gledal film, da je bilo takole, so bušmani so tam bili v puščavi in niso vedeli, kako bi do vode prišli in so tam ujeli opico in so ji dali en oreh noter v luknjo. Ona je šla in je zagrabila tisto oreh, pa ni mogla izvleči roke ven, ker je bila res širša, ne? In so lepo tisto opico ujeli, so ji dali sledi. In jasno, ko je bila zadost žejna, so jo pa spustili. In je direkt letela k vodi in so tudi vodo. Tako so si pomagali. Ampak hočem to reči, ne bodimo take opice, da zagrabimo, potem pa ti zdržimo, pa ne spustite. Spustite probleme. Problemi so zaradi tega, da jih imamo. Bolezni so zaradi tega, da nas upozorijo. Bolečina je zaradi tega,
da se naučimo, kako jo sprejmemo. To je to. Jaz bi predlagal, da se malo sprostimo, pa da se malo potapkamo po hrbtu, da začnemo glavo. Zelo pomemben je tudi za auro. Aura je pravzaprav energija, ki obdaja telo. Zdaj zdravo telo ima lahko metrni širok aura. Bolna je pa malo ožja, pa lahko čisto ob telesu. Zdaj, kaj je to aura? Aura je energija, ki pravzaprav nas skozi spremlja od rojstva pa do smrti. In z dihanjem lahko to auro razširimo ali pa tudi zapravimo. In ko je bolezen, je aura, smo rekli, mehna. In če pravilno dihamo, lahko auro povečamo. In ko auro povečamo, je že zdravljeni. Je že zdravljeni tukaj. Kaj pomeni? To se prav smo zavestno se odločili, da bomo dihali pravilno. In ko pravilno dihamo, dovajamo energijo. To ni samo kisik, to je energija. In ta energija, s to energijo smo povezani z vesoljem. In ta energija je zelo pomembna. Zato vsi jogi govorijo o dihanju. Ampak o hrbtenici sem govoril. To je, hrbtenica je bistvo dihanja. Če imamo mi skrivljeno hrbtenico, tukaj ne moreš tako dihati in tudi ne moreš proizvesti glasu. Zato je osnovno, ko začneš dihati, da poravnaš hrbtenico. In ko poravnaš hrbtenico, lahko dovajaš energijo. In ko dovajaš energijo, se začne zdravljenje. Telo je tako naštelano, da si samo zdrav. Če mu ti daš pravilne pogoje, če ga pa ti zatiraš, se ne more. On ne more delati. To je tako kot, če usadite drevo, pa mu ne daste, ne vzemi, ga usadite gor na kakšno skalo, ko nam more rasti. Ali pa v tak material, da ne paše do njega. Vi morate usaditi drevo tako, da lahko razvije korenine. Mi smo tako kot drevesa. Imamo tudi zelo podobno energijo. Zdaj drevesa, da vemo, kaj je bilo, so vsa vključena. Ampak to se bo popravilo. To se bo obrazilo. Narava bo to obnovila. Ampak vsak drevo zase je živ tako, kot smo vsi mi, vsak za sebe. In recimo mi rečemo gost. V gost sem šel in nisem videl dreves. Ker jih je bilo preveč.
Če pa tam raste en hrast, pa ena hruška, veš, pa ti smo hrastov. Pa tej hruški. Pa opazimo, vemo, da je to hrast, vemo, da je to hruška. Kot imamo mi avro, ima tudi drevo avro. In a ste že poskusili z drevesom se dotakniti? To se je že dotikal. No, se skoraj si padlo, stare lice pripovedujem. Ampak zelo pomemben je vedeti, da drevesa imajo podobno avro kot ljudi. In kada ste slabe volje ali pa tako, pojte v gost se sprehoditi. Če boste pa imeli kakšen drevo, ki vam je izredno všeč, oziroma vam odgovarja, ga pa objemite. Približite se mu in ko boste začutili energijo obrle njih, to je njegova avra. In ko boste ga večkrat obiskali, vas bo začel sprejemati. In drevo vas bo vzelo za svojega prijatelja. In mu lahko potožite tako kot v spovednici. Tukaj je še bolj intimna zadeva. On bo sprejel vse te vaše težave. In ko bo on to sprejel, ste vi pravzaprav spuščeni. In lepo se poslovite in greste od njega. Gost je pravzaprav živa zadeva. In tist, ko gost spoštuje, se tudi pogovarja z drevesi. Zdaj, ko je bila taka nesreča, so drevesa prav zokala. In se je slišal se je zvok, tako kot se je zdaj slišala, ta i, tako je gost jokal. In smo imeli gor, delavnico na Orlah, vse je bilo polomljeno, in tam drevo zelo jokal. In je bila Mojca, pa je rekla prav ne joči, vse se boš obnovil, to je moralo biti, to ni tako hudo, vse bo v redu. Nehal cvilt. To je tako, kot sem tole slišal, tako je ta drevo nehal cvilt. Nehal je jokati. Da tudi vlaža. Ona je sicer jasnovidka, se je bila enkrat že tukaj, se je predstavljala, da to je, kaj je že? Gong. Zgong, ja. Zgong, ki se je predstavljala. Mojca. Mojra. Ne, ni bila Mojra, ampak Mojca Gajšek. Mojca Gajšek iz Celja. Ja, veste, glasba. Glasba je del energij, ki nas obvladujejo, oziroma imamo čast, da smo v teh energijah na zemlji. In v Svetem pismu spet začne. Najprej je bila beseda, glas, to je zvok, to je vibracija. Vse je sama vibracija. Ne bo to kamen, ne bo to rastlina, ne bo to žival. Vsak ima vibracijo. Vse vibrira. In ko boste to peli, boste začeli slišati in čutiti drugače. Poleg tega, za posamezne čakre
lahko se sami zdravite, ko to pojete, lahko pa tudi drugega, če on privoli. Tako da z zvokom teh čakr lahko zdravite tudi druge ljudi. Samo morata biti uglašena. Drugač ni nič. Zvok je ena najpomembnejših stvari in energija kot taka se izraža z vibracijo ali pa v stanju, ki ga mi zaznavamo, to se pravi v trdnem agregatnem stanju. To je vse sama energija, ki ima tako obliko agregatnega stanja. Kamen je lahko tudi zdravilo. In posamezni kamni, ko jih naberete, recimo kamena strela, je tudi lahko vas zdravi. Ampak zakaj? Zato, ker je energija v takmu kamnu tako močna, da lahko vpliva na vaš organizem. Na vaš tist predel, ko imate bolj. Daste zdrave kameno strelo in je tako boljše. Kar se tiče energije, jo imamo vedno premalo. Zakaj? Zato, ker jo pravzaprav razsipamo. Ali pa jo vežemo v sebe. Energija je, takoj ko se rodimo, smo polni energije. To je najmočnejši napoj. Potem, ko gremo pa skozi življenje, skozi vzgojo, to še vam že tem slušateljem, ko ste koreno hote pripovedoval, to je otrok ima svojo vzgojo. In da ga vzgojimo, ga vzgajamo tako, kot so nas starši vzgajali. In to je največkrat tako, da potisnemo čisto ljubezen v pozabo. To se pravi, ko ženska neha dojiti, ostal dojenčka in dojenček joka. Ker pa toliko joka, ne pa mami si na živce in da nekako bolj na trdo dopove, da to ni dobro, da tako pije. In dobi prvo lekcijo, da mora biti v življenju pameten, da jo ne dobi to zadnje. Oziroma, da ne dobi slabe ravnanja od staršev. Ker ima pa starše rad, ker je od njih odvisen, je pa pripravljen vse narediti, da jih uboga. In da to se mora marsičemu odpovedati. In to odpovedovanje gre iz roda v rod. In to prenašamo na svoje otroke. In otroci zopet na svoje otroke. Tako kot smo mi dobili to od staršev, kot so oni dobili od njihovih staršev. Ampak, ker smo v novi dobi, pa bi rad nekaj presežil. Lahko to energijo, ko smo jo potisnili v
spodnji del, to se pravi v trebušno votlino, v podzavest. To seka ven. In sicer smo nezadovoljni, smo bolani, se čudno obnašamo. To je vse ta energija otroštva, ko je zaprta v podzavesti. Zdaj, proces prisotnosti od Michael Browna je izredna knjiga. In sicer govori o tem, kako je treba trenirati, da te stvari odprete. Veste, ampak ko to odpirate, odpirate dobre in slabe strani. Ko začutite, da je napetost, jo samo opazujete, tako kot ste prej opazovali vdih in izdih. In ta vdih in izdih, ko ste ga opazovali, ste že vplivali. Zdaj pa to napetost, ko jo opazujete, zgine. In če boste to trenirali, boste videli pravzaprav skozi scenarij. Skozi scenarij. Scenarij pa povzročimo mi zaradi tega, da dobimo odziv okolice. Ne pa ponavadi nas razjezijo. In ker nas razjezijo, nismo v zdaj, ampak smo v jezi. Ta scenarij je prav za nas pripravljen. In ko je za nas pripravljen, ga moramo sprejeti. In ga opazovati. Kaj čutim, ko je ta scenarij? Zakaj ta meni je napadel zdaj? Besedno. Ali pa tudi drugače. Zakaj meni je napadel? Ker se ne spodnal to energijo. In ko bom to šel v sebe, in bom, kaj pa je zdaj v meni? Kaj pa čutim v sebi? In ko bom to začutil, bom razrešil. Sem bil v trenutku, v pravem času in sem to odprl. Če pa tega ne, pa nazaj sekam, ne? In sem na isti ravni kot tako je pa šel po... Ni kriv poštar. Poštar ni kriv. On mi samo sporoča, da je nekaj. A ne? Malo narobe. Ko jaz to začutim, lahko razrešim. Če to treniram. Če to ne treniram, se pa krigam naprej, pa naprej živim v frustracijah in tako. Vse je scenarij. Zdaj, lahko jaz rečem, ne, sej to ni res, ne, ali pa bo rekel, sej to pa ne bo res, ne, ampak jaz sem to šel skozi in vam lahko 100% povem, da je to tako. Ne. Mi povzročamo, da se ljudje tako in tako vedejo do nas. Se oprošam, evo. Ne discipliniran v temu prostoru. Halo? Dobro. Ja, nimam obiska, ampak na delavnici smo videli. Ok. Ja, lahko, jutri zjutraj me pokličta. Enega pacijenta sem naročil. Da smo gledali. Ja. Ogledalo smo vedno smo gledali. Vedno. Ampak šel kar pozabi.
pride v situacijo in misli, da se je strašna krivica zgodila. Meni se to zgodilo. Jaz se ti zgodilo. Tako zato. Prav je tako. Ne? Samo sprejeti. Pa ugotoviti, kje je mene tole v mojem telesu prizadelo. Kje me je prizadelo? In če sem prisoten, če grem tja, to razrešim. Je pa tako, ne, da moji kolegi so to trenirali, pa bom malo vas bolj zastrašil, ampak tudi bolezni pridejo. Tudi bolezni. Ne samo dobre stvari. Je pa nekaj, če boste šli in boste v trenutku v tem procesu prisotnosti, ne boste samo sebe dvignili, ampak boste pomagali tudi svojim otrokom, ker jih ne boste več maltretirali s temi starimi vzorčki. Ne boste več in boste videli, kako se pravzaprav začne prijatelji, otroci, družina se začne drugače obnašati. Drugače reagirajo. Sem sebe spremenil. Sem pravzaprav vplival na prijatelje, da reagirajo drugače. Ne vem, če so vam prav, ampak en moj prijatelj je pesnik, ne take turobne pesmi, mi je dal tisto pesmarico in jaz sem tiste pesmi, ja, hvala Janez, da se ne vedel. Ampak, kovi so tisto prečital? To je turobno. Ono veselje. Ja, poslušajte, zdaj mi je spet, si ga po 20 letih obliskal, no, tako. Prav, nove pesmi imam, v redu, evo, ti jo poklonim, no, hvala lepa, Janez. Potem sem šel pa drugič v obisk in rekel, pa moram to repliki. Poslušajte, tako so dobre pesmi, tako so duhovno močne, tako lepe, samo se to mogoče. Ja. A je to mogoče ta Janez pri take turobne pesmi pisal? Jaz te pesmi zastopam. To je pa nisem. Jaz sem zdaj dojel. Nekaj sem bom pa za turobne, tam Janez, kaj mi je naložil tole. A veste, zdaj sem pa videl visoko duhovne pesmi. Resnično, lepe, sem rekel, Janez, sem rekel, pa to si duhovne pesmi, ja, prav seveda, ne mi je to skoro bilo jasno. To je to. Piče se pa Janez Premk, ima pa ene 10 teh pesmeric, ampak zadnje je res enkratno. Tako, veste, človek, ki dela na sebi, lahko pride do više kvalitete v zavedanju. In če se tokle premaknemo, smo nekaj naredili. Nekaj od temu življenju naredili. Kolega prav, pa zakaj ti toliko treniraš? Jaz se zavedam, da nimam tolikle časa pred sabo. Ne? Ker je vlad pa misel tolikle časa. Ja, vraga, ne vemo za jutri. Zato je treba delati na vse. Tako kot dihamo, kot treba delati. Te stvari so nam dane v obžojstvu, v posteljo. Te stvari moramo sprejeti in s hvaležnostjo, da so tukaj, da jih imamo, da jih lahko koristimo, da lahko uživamo
nam ni treba tako nahodati po svoj, ni treba. Zravnajte se, bodite svobodni, ljubeči do sebe in do drugih. To je največ, kar vam lahko povem. Ljubečnost ni tako slaba zadeva. Če boste v svojem, se vam bo še kako obrestoval. Je pa težko sebe vzgajati, na sebi delati je najtežje delo. Spet vas bo vprašal, koliko vas pa lahko opazuje misel? Skoraj vsi. Veste, to je že kaj visoka kvaliteta, da lahko opazuješ misli, to se pravi, da veš, da misli niso tvoje. Koliko vas je pa dosegel točko? Veste, to točko je zelo pomemben, da jo človek doseže. In tudi, da ve, da s tem, ko si lahko v točki, si pravzaprav tako kot samuraj, ko ima meč, ko ima konico meča, tam je njegova duša. V točki, ko dosežete točko, lahko premikate stvari, lahko zdravite, lahko stopite v energijo, lahko potujete. Lahko pa tudi obvladate potem in poslušate naslednje teh drugov. Če točke ne dosežete, pa vedno samo poslušate. Pa vedno samo poslušate, pa mnogo to pa ne prejme. Ko si pa v točki, pa to zastopaš. Če boste trenirali zdaj dihanje, pa če boste zdravo še malo pet, vam zagotavljam, da bo to nekaj najljubšega. Danes sem mislil vam povedati tole, da bi bilo zelo lepo, če bi do prihodnič predlagali, kakšno pesem bi zapeli, ko pridemo skupaj, pa bi eno pesem zapeli. Po možnosti ne bi bila slovenska. To vam dam za nalogo. A veste, ker je slovenske pesmi so tako lepe, stare in imajo vse te glasove za zdravljenje čakanja. In bi bilo lepo, če bi kakšno tako pesemco, recimo, odpeli. Ko pridemo skupaj, pa tako pesem zapeli. Ima kakšen že mogoče kakšen predlog? Da je klepo vodo šlo. Dobre. Res? Če sem zelo. Dobre. Recimo, jaz sem bil zdaj na eni delavnici in so peli Sijaj sončice.
Pa sem rekel, pa kaj to sije sončice. Samo je tudi zelo bogata pisma. To je še iz poganskih časov izvira. In govori o sončku, ne? In o temu, da pravzaprav je žalostno, ko nas gleda. Se da premakne vode, ker se zelo slabo premikamo. In recimo so jo razlagali, zapisali so jo v nemščini. Potem so jo pa razlagali v slovenski jezik. Ampak to je naša narodna. Govori pa o soncu. Sonce je tista naša energetska zadeva, ko je pravzaprav za nas najbolj pomembna. Sonce odlično izvela v življenje. Ne? Prav, zakaj si pa ti vegetarijanc? Ja, težko objasniti, ne? Zakaj je vegetarijanc bil prvi. Ampak prvotna je sončna energija. Ta sveti nad zemljo in rastlince proizvajajo klorofil. In mi, ali pa živali, pojemo te rastlince, in damo v svetišče in imamo energijo. Se pravi, ta energija je prvotna, to je druga energija. Mi smo pojeli drugo energijo. Živalca poje to in to rastlinco, mi pa pojemo tisto živalco. Je pa tretja transformacija sončne energije. Zato je vegetarijanstvo se približuje bolj na izvor. A veste, jaz ne rečem, bote vsi vegetarijanci. To je težko, to ni tako enostavno. Je pa nekaj. Če si vegetarijanc, imaš večjo možnost, da imaš čistejšo energijo, ker je bližji izvorom. Eni pa še tisti zapustijo in grejo na prano. Ne? Tako da direkt samo sončna energija in pa voda. To je pa težko. Ampak, zakaj so vegetarijanci? Ne zato, ker je to mogoče nova doba. Ampak, a mislite, da bo zadost hrane, če nas bo toliko? Da nas bo, da smo 14 milijard. Se ne bo. Bomo počasno morali biti na rastlince. Ali pa, če bo šlo to tako naprej. Če pa ne bo šlo, pa tudi narobe. Vse, karkoli se zgodi, karkoli nam bo pretil, karkoli imamo skrbi, vse je to tako, kot mora biti. Zdaj, kako bi ulepšali, kako bi izboljšali? Ja, če bomo pri sebi to rešili, bo se rada. Svet bo lepši. Če pa to ne bomo pri sebi rešili, nismo pa pravzaprav, no, bomo pa v drugi reinkarnaciji. Veste, jaz vam sveto odhode. Poskušajte, kolikor zmorete. Kolikor zmorete, to pa naredite. Moram reči, da tale vaša skupina je bila od mojih skupin najboljša. Ja.
Res, Marina, res, če tako pogledaš. Ampak najboljša zakaj? Ker ste največ dosegli. Dosegli ste pa zato, ker ste delali. Ker ste ne bili mrzljivi. Ne bom vam prepovedal, kjer sem samo v skupini, ampak da bi bilo 11 ljudi, ko bi dosegli točko. Da bi bilo toliko, a ne, da obvladajo mislene, da lahko opazujejo. Pa veste zakaj? Zato, ker mislite, nima časa. Nima časa. Ne? Se res, kdaj pa vzeti čas, da boš to lahko treniral? Ne? Kdaj pa si to lahko vzeti? Ja, zjutraj, ne? Ja, zjutraj je treba že zajtrk, je treba že to. Ja, kaj pa zvečer? Ja, joj, sem pa toliko zaspal. Ja, dobro. Veste, kako je smrti? Ko grem na stranišče po noč, se ne uležem nazaj, ampak se usedem, pa meditiram. In sem lepo že malo se naspal. In ne bi takoj zaspal, kako se vlegel, a ne? In imam čas, da to meditiram. Ko si jaz dobim čas za... In potem podnev, a ne, če me kliče, ta me kliče, me kliče, tako naprej, me ne zmoti. Po noč me pa ne zmoti. Tako imam tišino, sicer ura malo taka, a ne? Ampak jaz lepo meditiram, ker imam pa tako meditacijo, da potem poslušaš še zvok, je pa ura kot naročena. Poslušam uro aktivno. Veste, aktivno poslušati, to ni tako enostavno. No, to spada pa že spet v zvok. Aktivno poslušam. A veste, mi gremo lahko na koncert, pa poslušamo bogne, pa poslušamo trobento, pa flauto, pa kitaro, pa violino. Če mi ne zdržimo tega, da aktivno poslušamo, smo šli na koncert zato, da smo se predstavili, da smo tam, a ne da gremo tudi na koncert. Ampak, če pa hočemo res slišati, treba poslušati, treba slišati. Treba poslušati. In ko poslušam uro, ko tik-tak, to je toliko enoličen, to je toliko težko, hujš kot meditacija. In poslušam, kar naenkrat vidim, da me odnesel. A nazaj, uro poslušam. Ampak to, ko enkrat osvojiš, lahko uro poslušaš. Drugi glasov ni, poslušam svoje dihanje, svoj utrip srca in se to uskladi v eno celoto. In pride zopet v skladje. Ampak jaz vam ne rečem, da 1 uro trenirate. Vsaj 10 minut. In boste tako lahko bili, ko sem jaz, boste lahko 1 uro, boste komot 1 uro. Jaz bi se zdaj postavil v točko, če ste za to. Pri točki je pa to. Pri točki to je zdravljenje. Vi zaproste v svojem srcu eno željo, ki jo imate, ali je to bolezen, ali je to kakšna druga želja. Zaproste za njo. In se vam bo resničila, ker bo to izhaja iz vas. To je vaš